Princesa de Lombal je bila tiha, ljubeča in prijazna ženska, ki je preživela ogromno tragedije in žalosti. Čeprav je skušala ostati pozitivna skozi vse svoje življenje, je bilo to vedno kratkotrajno. Bila je ženska, za katero je bilo znano, da si nikakor ni zaslužila svojega krutega in tragičnega konca. Princesa se je rodila kot Marija Terezija Luisa Savojska Karinanska v Torinu, Italija, 8. septembra 1749. Bila je hči Ludvika Viktorija Karegnanskega in grofice Kristin Hersreinfeld-Rotenberške. Oba pa sta bila potomca evropskih kraljevih rodbin. Pravijo, da je imela lep obraz in bujne svetle lase, ki so ji, ko so se sprostili iz trakov, segali vse do stopal. Princesa je prihajala iz izjemno premožne družine in je bila dobro izobražena. Govorila je več jezikov in je bila načitana. Rada je brala italijansko poezijo ter knjige priljubljenih avtorjev, kot sta Machiavelli in Dante. Branje je bilo ena njenih najljubših prostočasnih dejavnosti in vložila je v svojo obsežno osebno knjižnico. Njena impresivna izobrazba in bogastvo njene družine sta ji omogočila dober položaj za poroko. Leta 1767 je vojvoda Pontiever prosil Ludvika XV, naj mu pomaga najti primerno ženo za njegovega sina, princa de Lombala. Kralj se je strinjal in mu predlagal, naj svojo pozornost usmeri na princeso Savojsko. Princ de Lombalu so pokazali portret princese in pri komaj 17 letih je bila njena usoda zapečatena. V Francijo je prispela 30. januarja v Montereau in jo je pozdravil radoveden mladenič s čudovitim šopkom rož. Sprva zmedena je princesa kmalu spoznala, da je to njen bodoči mož. Poroka je potekala še isti dan v kapeli dvorca Nangis v domu grofa Garcia. Vendar pa je bilo njuno zakonsko življenje kratko. Princesa de Lombal je svojemu možu izkazovala ljubezen in naklonjenost, sprva pa sta bila v zakonu videti srečna. Toda dvor v Versailles je bil znan po svojih škandalih in ni minilo dolgo, preden se je princesa znašla v središču še enega. Princeso so predstavili na dvoru v Versailles, kjer si je pridobila občudovanja vredno naklonjenost, vendar se je odnos med njo in njenim možem hitro skrhal. Princ je imel prešušniško razmerje z dvema igralkama. Marie pa je bila zaradi moževe izdaje povsem uničena. Njen tast jo je tolažil, vendar jo je po enem letu zakona doletela še večja žalost, saj je njen mož leta 1768 umrl zaradi spolno prenosljive bolezni, še preden bi dopolnil 21 let. Uspelo ji je odpustiti moževe pregrehe in ga je nežno negovala vse do njegove smrti. Princesa je začela novo življenje in se trajno preselila v Rambouillet, blizu Versailles, kjer je njen tast bil vojvoda Pontievra. Vojvoda je vzljubil princeso in jo imel za svojo hčer. Svetoval ji je, naj se zaobljubi čistosti in postane nuna. Čeprav ni nikoli postala nuna, se je odločila, da bo vse življenje ostala zvesta svojemu možu. Potem, ko je podedovala moževo premoženje, se je pridružila svojemu tastu pri dokončanju njegovih številnih dobrodelnih del. Vojvoda je postal znan kot kralj revežev, Marija de Lombal pa si je prislužila vzdevek Angel Pontievra. Sčasoma si je opomogla od žalosti, čeprav jo je še vedno spremljala vrsta melanholičnih trenutkov, ki so se s starostjo postopoma slabšali. Leta 1770 se je delfin Ludvik poročil z Marijo Antoaneto, hčerko Marije Terezije, cesarice Avstrije. Ludvik je le 4 leta kasneje, leta 1774, zasedel prestol in postal kralj Ludvik XVI. Po nekaj časa preživetega na dvoru se je odnos med Marijo Antoaneto in princeso de Lombal začel poglabljati. Marija Antoaneta je v princesi našla svojo novo zaupnico. Naslednje leto, leta 1775, pa je bila imenovana tudi za nadzornico kraljičinega gospodinjstva. Princesa de Lombal je kraljico spremljala na številnih izletih in na mnogih njenih zabavah. Vojvoda Pontievre je podlegel življenjskemu slogu kralja in kraljice ter celo začel izražati zanimanje za gostitev mednarodnih kraljevih gostov. Gostil je tudi švedskega prestolonaslednika in danskega kralja, pri čemer je princesa de Lombal nastopala kot njegova gostiteljica.
Dvor v Versaju je gostil številne plese in zabave ter postal razpit po razkošnem življenjskem slogu in hrepenenju po vsem ekstravagantnem. Navsezadnje je Ludvik XIV skoraj spravil celotno državo na rob bankrota, ko je angažiral slavnega francoskega krajinskega arhitekta Andreja Lenotra, da preuredi 2000 akrov Versaja. Zaradi finančnega položaja Francije je kralj Ludvik XVI najel Roberta Jacquesa Turgoda, da bi prevzel nadzor nad državnim finančnim stanjem. Turgot je imel nalogo, da običajnemu prebivalstvu zagotovi finančno svobodo in blaginjo. Napisal je pismo kralju Ludviku, v katerem je izjavil, da ne želi stečaja, ne povečanja davkov in ne zadolževanja. Turgot sam je bil pristaš monarhije, dokler je monarhija delovala v korist ljudstva. Z uveljavitvijo svojih novih zakonov in predpisov je moral kralj Ludvik XVI strožje podrediti stanove v Britaniji, saj je ta regija prej delovala kot nekoliko avtonomna država. Da bi to dosegel, je kralj potreboval zanesljivega diplomata, ki bi pomiril vsakršno nasprotovanje ali protimonarhistična čustva. Zato je poklical vojvodo Pontievreja, tot popolnega človeka za to nalogo. Princesa de Lamballe ga je spremljala v Rennes 17. decembra 1774. Njuno potovanje v regijo je bilo izjemno uspešno in princesa je uspela osvojiti srca prebivalcev regije. Princesa de Lamballe je bila odsotna z dvora v Versaju že 2 meseca in kraljica Marija je nestrpno pričakovala njeno vrnitev. Ko je z veseljem izvedela, da princesa odhaja domov nekaj dni prej, kot je bilo pričakovano, je kraljica Marija zahtevala, da princesa naravnost odpotuje v Versaj. Ko je princesa de Lamballe vstopila v Versaj, je bila presenečena, ko je videla, da je kraljica Marija naročila, naj njen portret naslikajo na steklo, ki je bilo postavljeno v sobi, kjer je kraljica preživela največ časa. Vendar so potem, ko je princesa veliko svojega prostega časa preživela s kraljico Marijo, njene misli in zanimanja začeli uhajati drugam. Parižani so oboževali vse nadnaravno. Njihova nagnjenost k vraževerju in nadnaravnemu se je začela dolgo preden se je princesa rodila, a zanimanje je še naprej raslo. Grof Saint-Germain je očaral prebivalstvo, saj je trdil, da živi že stoletja in da je osebno srečal Jezusa Kristusa. Baron Dupopet de Sennevoie je uvedel preučevanje živalskega magnetizma. Elif Levi je bil ugleden modrec, Alexei Vincent Charles Berberger de Terneuf-Dutin pa je zaslovel kot priznani demonolog. Princesa de Lamballe je bila prav tako očarana nad nadnaravnim. Dopisovana si je celo s kartomantko Madame Lenormand ter z astrologinjo in vedeževalko gospo Williams, ki je bila valižanskega rodu. Čeprav velik del njenega zasebnega življenja ostaja skrivnost, je znano, da je princeso začelo zanimati prosto zidarstvo. Leta 1777 je postala članica lože de Crander in ena najuglednejših članic v državi. In leta 1781 je prevzela vlogo velike mojstrice lože Mère de Cour d'Adoption. Leta 1775 je izbruhnil množični upor. Letina v državi je prinesla izjemno malo žita in država se je hitro znašla v pomanjkanju hrane, saj ni mogla nahraniti prebivalstva. Ljudje so začeli kriviti monarhijo, saj so trdili, da so si namenoma zadržali zaloge zase in ljudje so začeli izgredovati. Država je tonila v paniko, roparji so bili vse povsod, kmetje pa so bili izsiljevani strani roparjev, ki so jih prisilili, da so svoje žito prodajali po veliko nižjih cenah. V aprilu in maju so izgredniki povzročali kaos v tem, kar je postalo znano kot vojna moke. Princeso je znova doletela tragedija, ko je leta 1778 izgubila oba starša. Leta 1785 je prebivalstvo Francije postajalo vse bolj sovražno do prestola in razkošnega načina življenja, ki so ga vodili, medtem ko je velik del Francije trpel zaradi skrajne revščine. Ljudje so morali najti izgovor za vsako možno nesrečo in so ga našli v Mariji Antoineti. Postala je javna tarča sovraštva.
Leta od 1786 do 1789 so za princeso minila brez tragedij. V pismu, ki ga je napisal Horace Walpole, pa je zapisano, da je princesa sredi leta 1787 obiskala Anglijo. Razmere v Franciji pa se niso izboljševale. Kralj je postal bolj navezan na svoje osebne zbirke, kot pa na sprejemanje odločitev o vodenju države. Kraljica pa je bila bolj nagnjena k zapravljanju velikih vsot denarja za diamante in druge luksuzne dobrine. Prav tako pa je imela veliko dolgov in neplačanih dolgov od iger na srečo. 5. maja 1789 je kralj Ludvik XVI. Sklical generalne stanove v Versaju, ki se niso sestali vse od leta 1614. Sestanek je sklical zato, da bi uvedel nov davčni zakon, ki bi uvedel višjo davčno stopnjo za posestnike in premožne plemiče. Srednji razred, na sestanku, ki so ga sestavljali tudi odvetniki in učitelji, je zahteval ustavo. Kralj je bil ogorčen. Verjel je, da bi morala monarhija ohraniti absolutno oblast, brez kakršnihkoli pravil ali vlade, ki bi mu odvzela moč. Udeleženci srečanja generalnih stanov so 20. junija 1789 na bližnjem teniškem igrišču prisegli, da ne bodo odšli domov, dokler kralj ne pristane na oblikovanje ustave. 27. junija so oblikovali lastni parlament, ki so ga poimenovali Narodna skupščina. Nekateri plemiči in duhovniki so se prav tako začeli pridruževati novemu parlamentu. Kralj je bil jezen, a prav tako tudi navadni ljudje. Cene kruha so bile še vedno visoke in mnogi so še vedno stradali. Kralj ni hotel sprejeti narodne skupščine in je celo odpustil ministra, za katerega je bilo znano, da dela v korist revnih. Popolnoma ogorčeni so se tisoči prebivalcev zbrali na protestu in napadli trdnjavo Bastiljo. Proti približno 8000 protestnikom kraljevi možje niso storili ničesar, da bi ustavili napad na trdnjavo. Guverner Bastilje je protestnikom izročil ključe, vendar je bilo zdaj že prepozno, da bi jim bil naklonjen. Bil je človek, ki je pomagal zapreti na stotine zapornikov, ki so govorili proti kralju. Protestniki so dobili človeka, ki so ga iskali, in v besu so guvernerju odrezali glavo. To je bilo prvič, da so se francoski kmetje uprli absolutni moči kralja in zmagali. Spodbudila jih je zmaga, protesti so postajali vse bolj siloviti in Ludvik je vedel, da je izgubil Pariz. Vsaka misel na to, da bi Bastiljo poskušali osvojiti nazaj s silo, je bila hitro opuščena. Začele so krožiti govorice, da kralj Ludvik pripravlja načrte za uporabo vojaške sile, da bi se znebil narodne skupščine. Oktobra so kraljevo družino odpeljali v palačo Tuilerije, kjer so lahko ljudje spremljali kraljeva dejanja. Še vedno enako kljubovalni so kralj in kraljeva družina poskušali pobegniti iz Francije. Načrt je bil priti do Avstrije in poiskati pomoč pri bratru Marije Antoinete, ki je bil zdaj cesar Avstrije. Junija 1791 so poskusili pobegniti, vendar so jih ustavili v Varensu in jih v kočiji pripeljali nazaj v Pariz. Leta 1791 je princesa de Lamballe uspela obežati zajetju in se ponovno odpravila v Anglijo, kjer je obiskala Blenheim, Oxford in Bath. Le da se zdi, da je tokrat iskala zaščito. Marija Antoineta je že poslala sporočila s prošnjo za pomoč, vendar se zdi, da je princesa prišla osebno, da bi zagotovila, da bi vsi razumeli, kako resne so bližajoče se razmere. Kraljica Anglije je princeso sprejela z veliko naklonjenostjo in velikim veseljem. Ko pa je prosila kralja Jurija III. Za pomoč, je ta zavrnil in ji povedal, da si je francoska kraljeva družina sama povzročila svoje nesreče. Kralj Francije je pisal princesi in ji sporočil, naj se ne vrača, saj so stvari postale preveč grozljive. Odgovorila mu je, kraljica me potrebuje in moram živeti ali umreti ob njej. Svojo oporoko je napisala v Aachnu, vključno s svojimi ljubljenimi psi, in se vrnila v Francijo, da bi stala ob strani kraljici. Narodna skupščina je imela med svojimi člani nekaj rojalističnih simpatizerjev in Marija Antoineta je imela z njimi skrivna srečanja v Versaju, ko so družino odpeljali nazaj v Pariz. Princesa de Lamballe, znana kot kraljičina zaupnica, je bila prav tako osumljena strani ljudstva, da simpatizira z Avstrijci.
10. avgusta 1792 je bila monarhija uradno strmoglavljena, princesa pa je bila skupaj z Marijo Antoaneto zaprta v tempeljski zapor. Neto so jo 19. avgusta premestili v zapor La Force. Princesi so ukazali, naj priseže, da se odpoveduje monarhiji in svoji najboljši prijateljici kot francoski kraljici, vendar je to zavrnila. 3. septembra je doživela svojo brutalno kazen. Po kratkem sojenju so jo odvlekli iz zapora in jo večkrat udarili z orožjem, ki ga je vihtela jezna množica, ki jo je čakala. Po udarcu v glavo in oko je padla na kolena. Njena kri je zalila njeno obleko. Neto so jo močno udarili po glavi, zaradi česar je izgubila zavest. Nato pa je množica slekla njeno telo in ga začela pohabljati, dokler ni bila več prepoznavna. Po teh grozljivih in tragičnih prizorih so jo odrezali glavo in jo nataknili na sulico, ki ga je množica nato paradirala pred celico Marije Antoanete. Njena dobrodelna in prijazna dela niso pomenila ničesar. Bila je prijateljica monarhije in ni smela biti obravnavana nič drugače. Ob času svoje smrti je bila stara 42 let. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o princesi de Lamballe. Upam, da ste uživali. Če ste, mi pustite všeček in komentar spodaj. Če pa ste novi, zakaj se ne bi naročili? Poskrbite, da boste imeli vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videoposnetke takoj, ko bodo naloženi. Če imate kakšne predloge, jih lahko pošljete na moj e-poštni naslov ali na moj profil Forgotten Lives na Instagramu, ki je spodaj v opisu. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Life. Hvala.